Pozdravljene, drage ljubitelice lepe besede in ostali. Dobrodošli znova v Besedi tedna. Tedna, v katerem se iztekajo zimske počitnice. Edine počitnice, ki jih delimo na pol. Prvi teden so na zahodu, drugi pa na vzhodu. Po novem jim rečemo tudi polčitnice, naša nova beseda tedna. Ta tradicija delitve zimskih počitnic se je porodila iz želje vodstva slovenskih smučarskih središč, da bi se gostje namesto na 7 porazdelili na 14 dni, s čimer bi lahko od sezone iztržili več, hkrati pa bi nadobudni smučarji in smučarke imeli manjšo gnečo na belih strminah. Žal pa so s to delitvijo prikrajšani naši srednješolci in srednješolke, saj denimo ljubljanski in mariborski srednješolci nimajo možnosti pogovoriti se o svoji najljubši barvi ali najljubšem nogometnem klubu in podobno. Že od nekdaj pa so zimske počitnice oziroma polčitnice imele še kup drugih vzdevkov. Tako so na primer starši, ki so med zimskimi počitnicami otroke lahko poslali k babicam in dedkom, skovali izraz spočitnice, ker so se ta teden lahko končno malo spočili. Na drugi strani so babice in dedki to invazijo vnukov šepetaje imenovali parazitnice. Vnuki pa so ugotovili, da se z babico veliko lažje zmenijo, kaj bo vsak dan za zajtrk in večerjo. Zato počitnicam rečejo palačinknice. Potem so tu še očitnice. To so tiste družinske počitnice, ki so bile načrtovane, a se niso zgodile, ker je oče v službi pozabil vpisati dopust. In mu zdaj to mamica ves čas očita. Očitnice. Tu so potem še ploščitnice. Počitnice, ki jih družina porabi za dolge sprehode po salonih s keramiko, kjer si bo mamica izbrala nove ploščice za kopalnico, ki jo bodo prenavljali med prvomajskimi počitnicami. Včasih smo kot šolarji zimske počitnice izkoristili predvsem za branje oziroma čitanje knjig in zato smo jim rekli prečitnice. Današnja mladina pa je precej bolj kot knjigi zavezana družabnim omrežjem, zato iztekajoči se teden opisujejo oziroma hashtagajo kot počitiktočnice. Spoštovani, tudi sam sem pretekli teden svoje otroke poslal k babici na palačinknice, a kljub temu si žal nisem mogel privoščiti spočitnic, kaj šele prečitnic, saj si je žena zaželela ploščitnic, kar sem ji bil dolžan, saj sem med jesenskimi počitnicami zakrivil očitnice. In prav iz teh osebnih razlogov so bile polčitnice tokratna beseda tedna.